Je leto 2020 dosegljiv rok, v novem letu manj naložb. Bolnišnici podarili bolniške omarice. Dober večer. Minevata 2 leti, odkar je vlada sprejela uredbo državnega prostorskega načrta za južni del 3. razvojne osi, po kateri naj bi prvi odsek od avtoceste pri Novem mestu do preključka Maline v Beli krajini zgradili do leta 2020. Ta rok je, če že ne nedosegljiv, vsaj vprašljiv. Po strokovnih podlagah je predvidena fazna gradnja, prvi del pa obsega traso od Mačkovca do odcepa Poganci. Kot smo poročali, umestitvi 3. razvojne osi v prostor ostro nasprotujejo v svetu krajevne skupnosti Ločna Mačkovec. Svet se je z ugovorom obrnil tudi na Evropsko komisijo in čaka odgovor. Mi razumemo, da mora cesta biti, mi razumemo, da se mora promet razbremeniti, vendar projekt je bil zastavljen iz Lešnice. Ne pa, bom rekla, tlele skozi naselje, gosto, strnjeno, presekati. Stališče, da bi obvoznica zagrenila in zasmradila življenje tamkajšnjih krajanov, zastopa tudi novi svet. Evropska komisija zdaj lahko pritrdi nam prav, da imamo mi prav, da pač oni lahko sprožijo postopek na Evropskem sodišču in da se potem bo mogla država plačati neko kazen. Izidor Jerala iz novomeške občine pojasnjuje, da je dobrih 5-kilometrska 4-pasovnica od Mačkovca do Pogancev finančno pokrita v operativnem programu. Mislim, da je ocenjeni strošek okrog 75 milijonov evrov in to naj bi se izvedlo v tej finančni perspektivi. To se reče do leta 2020 plus 2 leti, kar je še možno potem dajati račune. V ta sklop sodi tudi prilagoditev priključka v Mačkovcu. Ureditev v Mačkovcu, to je hitra cesta z viaduktom mimo Krke, čez Šmarješko cesto, Cikavo, priključek za Revozbonov in seveda do razcepa Poganci. Projekt bo šel v izvedbo, a so v sklopu državnega prostorskega načrta, kot pravi Jerala, še možnosti za usklajevanje s krajevno skupnostjo. Morda bodo vendarle našli skupni jezik. Tukaj ne gre za nijanse, lahko so zelo odločne rešitve, ki bi mogoče tudi krajevna skupnost podprla. Ne? Bistveno pa seveda pri tej zgodbi je, da vsi partnerji sodelujemo v dobri volji. Ne? V vsakem primeru pa bo skozi Mačkovec potekala 4-pasovna cesta, dodaja. Sredi lanskega poletja so začeli graditi 1800 metrov dolgo drugo etapo obvoznice Črnomlja, ki bi morala biti končana do konca letošnjega leta. Gradnjo bodo, kot kaže, res končali, a celotna obvoznica še ne bo odprta za promet. V začetku meseca je sicer že stekel po delu obvoznice. Iz Viniške ceste so namreč promet preusmerili na priključek obvoznice, kar je zahtevalo spremembo prometnega režima in signalizacije. Obstoječa cesta proti Vinici je namreč postala stranska, na kar se bodo morali vozniki navaditi. Kdaj pa bo odprta celotna obvoznica, tudi preko novega mostu čez Dobličico? Treba bo opraviti še tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje, odgovarja črnomaljska županja. Jaz si srčno želim, da bi lahko ob občinskem prazniku v 2015, se pravi mesecu februarju, končno spustili promet čez obvoznico in s tem razbremenili samo mestno jedro, vendar moramo počakati na dokončne odločitve oziroma ugotovitve pri tehničnem pregledu. Kot kaže, bo torej do pomladi še možno parkirati na pred leti zgrajenem prvem delu priključne ceste na Čardaku. Kaj pa potem, se sprašujejo predvsem stanovalci bloka na Kajuhovi ulici, ki jim primanjkuje parkirišč. Možnosti je več, pravi županja, a vse je odvisno, kako se bodo odločili lastniki stanovanj. Na tem delu je potrebna tudi rekonstrukcija vodovoda in preplastitev ceste, dodaja. Smo počakali za preplastitvijo, da ne delamo dvojnega stroška, da je potem rešili tako rekonstrukcijo vodovoda v tem delu, se pravi parkirišča in pa tudi premik pločnika, vkolikor bo prišlo do te odločitve. Vsekakor pa se gre v izdelavo projekta. Ko bo ta končan, bo odločitev v rokah lastnikov stanovanj, kje in kako si bodo uredili manjkajoča parkirišča, dodaja županja. Krški župan Miran Stanko je svetnikom predstavil osnutek proračuna za leti 2015 in 2016. Skupni imenovalec je manj prihodkov in naložb glede na pretekle leta.
Pripombe na osnutek je možno vložiti do konca decembra. Županova obrazložitev proračunov je bila zelo nazorna, saj se 2/3 novincev v občinskem svetu prvič srečujeta s to tematiko. Za prihodnje leto pričakujejo 35 milijonov evrov prihodkov, za leto 2016 pa 31 milijonov. Delež za investicij se je dosti zmanjšal, glede na to, da evropskih sredstev ni več, oziroma se zaključujejo projekti, ki so bili začeti v preteklih letih, tako kar je tudi razvidno, nekje v letu 2015 je še nekaj teh investicij, zato je proračun nekoliko višji, v letu 2016 se pa te investicije precej zmanjšajo. Skupaj glede na preteklo leto kar za 25%, je povedal župan. Dobrih 10 milijonov evrov v proračunu predstavlja nadomestilo za omejeno rabo prostora oziroma renta iz nuklearke. Ministrstvo za okolje želi to obvezo energetike do posavskih občin znižati. Bi to znašalo približno milijon evrov, za občino Krško, za vse občine Posavja pa približno 1.200.000 evrov. V tem smislu smo šli potem tudi na razgovor na ministrstvo, kjer smo po prvih izmenjavah mnenj prišli do zaključka, da so nekateri pristopi v metodologiji napačni in da jih je treba ponovno premisliti, predelati, tako da bomo se o tej zadevi še pogovarjali. Vendar bo težko kaj doseči, saj je sprememba uredbe menda že v medresorskem usklajevanju. Razlog za znižanje rente je prepolovljena prodajna cena električne energije glede na leta poprej. Če bi vlada za 10% znižala še glavarino, kar je tudi mogoče, to pomeni izpad 1,5 milijona prihodka in obvezni rebalans proračuna, je dejal župan. Na Ministrstvu za finance so za leto 2015 predvideli znižanje povprečnine in ukinitev sredstev za naložbe občinam. Občinam so predlagali, da izpad prihodkov nadomestijo z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tako so ivanški občinski svetnice in svetniki obravnavali odlok za območje občine Ivančna Gorica. V Ivančni Gorici še vedno uporabljajo odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Grosuplje iz leta 1987. Skladno z njim plačujejo nadomestilo le zavezanci iz naselij Ivančna Gorica, Stična, Višnja Gora, Šentvid pri Stični, Zagradec in Fužina. Pojavljal pa se je trend izseljevanja iz občine in če smo hoteli seveda to občino postaviti na noge, je bilo potrebno sprejeti določene ukrepe. In to, da so pravzaprav nadomestila plačevali samo prebivalci nekaterih nosilnih krajev, ostali pa ne, je privedlo, da se je občina enakomerno razvijala, da so ljudje ostajali na domovih. Novi odlok predvideva nadomestilo za vse zavezance, razen nekaterih izjem. Tako v letu 2015 predvidevajo, da se bo na ta račun v občinsko blagajno steklo 750 tisočakov. Vsak, ki ima stavbno zemljišča, bo plačal določen znesek kot nadomestilo za uporabo. Ne samo za stavbno zemljišče, ki je seveda njegovo, ampak za vso infrastrukturo, ki mu je občina zgradila, da to nepremičnino lahko uporablja. Odlok bodo vnovič obravnavali na občinski seji v ponedeljek. Mali in srednje veliki podjetniki iz Dolenjske, združeni v BNI skupino Situla, pomagajo drug drugemu do novih strank in s tem poslov. Ta hip je članov 23, med njimi je tudi naša televizija, in skupaj so se odločili, da bodo denar za novoletno obdarovanje namenili v dobrodelne namene. Člani BNI skupine Situla delujejo pod geslom Kdor daje, pridobiva, pravi predsednik skupine Matjaž Pavlin. Tako so dopoldne internemu oddelku novomeške bolnišnice izročili 11 bolniških omaric v vrednosti 4.000 evrov. Za donacijo bolnišnici ob njeni 120-letnici so se odločili. V bistvu zato, ker je imela ena od naših članic izkušnjo s tem, ko je bil njen mož tukaj hospitaliziran in je pač imel te slabe pogoje s temi nočnimi omaricami in zato je rekla, to je pa nujno potrebno, da se nekaj posodobijo in tako smo vsi takoj podprli in smo šli v to akcijo. 120 let stara stavba je potrebna obnove, novih prostorov in opreme, zato je vsaka donacija dobrodošla. Interni oddelek ima 80 postelj za hospitalno obravnavo pacientov. Teh 11 nočnih omaric je zagotovo potrebno. Zamenjali pa bodo tudi bolniške postelje, kar so načrtovali že za letos, a so morali zaradi pritožbe enega od ponudnikov javni razpis razveljaviti, zato ga bodo prihodnje leto ponovili. Zbor članov Rdečega križa Slovenije je za novo generalno sekretarko imenoval nekdanjo metliško županjo in poslanko Renato Brunskole.
Sicer pa je ena najbolj množičnih človekoljubnih dejavnosti Rdečega križa krvodajalstvo. Davi je tako že 130-tič daroval življenjsko tekočino Anton Bregač z Brezovice v občini Šmarješke Toplice. Priti v center za transfuzijsko dejavnost v novomeški bolnišnici in darovati kri je za Bregača že skorajda vsakdanje, saj to stori redno, vsako leto, če le lahko 4-krat, že od leta 1978. Doslej so ga zavrnili le enkrat. Počutim se zdrav in rad pomagam drugim. Ne? To je zelo plemenito dejanje, ne? Ampak mislim, da je pa malo premalo cenjeno. 65 litrov krvi, da to je kar nekaj. Ne? Sicer pa je ta hip zelo krvi dovolj, čeprav še posebej pozivajo k krvodajalstvu ljudi z RH negativnim faktorjem. Letos mineva 100 let od izida Hraškovega prevoda Svetega pisma v slovenščino. Češki misionar, biblicist, teolog, pisec in prevajalec, ki je velik del svojega življenja preživel v Ljubljani, je leta 1914 izdal svetopismo Stare in Nove zaveze v celoti. Oživel je nekdanje Trubarjevo delo in ga še bolj približal ljudem. Njegovo svetopismo je monumentalno delo, kajti prvič je išlo svetopismo in bilo prevedeno iz izvirnih jezikov, potem prvič spet po Dalmatinu je išlo v eni sami knjigi Stara in Nova zaveza. Bil je tudi prvi, ki pripravil svetopismo z referencami, opombami. Svetopinska družba danes pravzaprav dela iste stvari, kot jih je delal Hraska in kot jih je že pred njim delal Primož Trubar. Gre za v bistvu to zavezanost prevajanju Svetega pisma v sodobni jezik, zato da bi ljudje lahko slišali sporočilo Svetega pisma, ker menimo, da to sporočilo ima nekaj zapovedati sodobnemu človeku. V počastitev stoletnice izide Hraškovega Svetega pisma so v Evangelijski cerkvi pripravili slovesno bogoslužje. Kjer je evangelije vesela novica, je svoboda, je mir med ljudmi, je sprava, je upanje, je smisel in ker je bil predhodnik na nek način tudi Evangelijske cerkve in je nadaljeval to Trubarjevo tradicijo, smo se odločili, da to naredimo v Novem mestu. Med drugim je pastor Brkič v svoji doktorski dizertaciji obdelal prav Antona Hraško in njegova dela. Božično-novoletni sejem, program za otroke, koncerti, silvestrovanje na prostem in letošnja novost, prvič bo možno na glavnem trgu drsati in to vse do 31. januarja. Vse to bo sestavni del prazničnega decembrskega dogajanja v Dolenjski prestolnici. Drsališče, sploh prvič na glavnem trgu, bi moralo zaživeti že v začetku tedna, a se je postavitev nekoliko zavlekla. V teh dneh pripravljajo led, odprli pa ga bodo konec tedna. V dopoldanskem času bodo zadnji letniki vrtcev imeli vadbo oziroma se bodo spoznavali s tem novimi športom, novim objektom in seveda tudi mlajši razredi, to pomeni 3. razred. Popoldne bodo na vrsto prišli vsi občani, zvečer pa bo animator poskrbel za spoznavanje s tem športom, nato se bo tam odvijal hokej. Uporaba drsališča bo brezplačna, plačljiv bo le najem drsalk. Od ponedeljka do 30. decembra pa se bo na glavnem trgu po 16. uri, zgornji del glavnega trga bo ta čas zaprt, odvijal božično-novoletni sejem. Z bogato ponudbo na stojnicah rokodelcev, kulinarikov, gostincev. Vsak dan ob 5. otroški program z bodisi prihodom veselih mož, Božička, Dedka Mraza, bodisi z otroškim programom v smislu lutkovne predstave, gledališke predstave. Med 6. in 8. uro se bodo predstavljala domača kulturna društva, po 8. uri pa bodo koncerti skupin in zborov za vse okuse. Na silvestrovanju pa bodo obiskovalce zabavale domače zasedbe Ice on Fire, Društvo mrtvih pesnikov in Dan D. Celotno organizacijo so letos zaupali Lokalpatriotu. Gre za to, da smo združili, da je pod eno koordinacijo, enim vodstvom, da je na nek način tehnično se oprema enkrat postavlja. Čeprav bojo sodelovali različni organizatorji, naredili smo, mislim, da bolj bogat program z enako ali manj sredstvi. Celoten program bo mestno občino stal približno 45.000 evrov, kar je od 20 do 30% manj kot pretekla leta. Nekaj denarja pa so oziroma bodo dobili od sponzorjev, pravi župan. Nekateri bi popolnemu veselemu decembru dodali še nekaj snega. Hvala, ker ste bili z nami in lep večer vam želimo.